nova CAR-T terapija če se pogovarjamo o vseh boleznih, ki jih trenutno lahko zdravimo pri nas in v svetu, je vedno indicirana za bolnike, ki imajo bolj napredovalo bolezen. Pravimo, da imajo višji relaps, se pravi, v drugem, tretjem, četrtem relapsu bolezni. To je ena možnost. Druga možnost je, da so imeli že predhodno presaditev krvotovornih matičnih celic, alogenično presaditev, pa se je bolezen ponovila potem v tej vrsti zdravljenja, oziroma je bila bolezen, se pravi tretja populacija bolnikov, že v začetku neodzivna na naša prizadevanja z eno, dvemi kemioterapijami, se pravi, da nismo uspeli spraviti v remisijo. Potrebno je ločiti dva pristopa k CAR-T celični terapiji, ki sta trenutno v svetu. Prvi pristop je ta, da imamo na razpolago produkt CAR-T celic, ki ga je razvilo podjetje, kar pomeni, da lahko v katerem koli zdravstvenem sistemu ugotovimo bolnika, ki potrebuje to zdravljenje, mu vzamemo celice, limfocite s postopkom, ki sva ga omenila predhodno, jih potem pošljemo v laboratorij podjetja in oni vse pripravijo za nas in nam vrnejo zamrznjene celice, CAR-T celice, ki jih nato mi uporabimo. In to je ta prvi način zdravljenja, ki bo na razpolago v Sloveniji. Zdravljenje bo pa možno v začetku leta 2020, nekje v prvem četrtletju, in bo na razpolago za bolnike z akutno limfoblastno levkemijo, se pravi mlajše otroke, pa mlajše odrasle do zaključenega 24. leta starosti, in pa za odrasle bolnike z difuznim velikoceličnim B limfomom. Naslednja terapija, ki pa se obeta, recimo v letu dveh, pa upamo, da bo za diseminiran plazmocitom. Vsi centri na svetu pa poskušamo svoje lastne postopke razviti, da bi lahko te CAR-T celice razvijali. Z namenom predvsem, da zagotovimo na primer zdravljenje, če govorijo o akutni limfoblastni levkemiji, tudi bolnikom, ki so starejši od 24 let. No in to je pa drug postopek, ki je ločen od prvega, se bo praviloma v enem letu, dveh vzpostavil, in takrat pa bomo imeli to svobodo, da bomo lahko zdravili bolnike tiste, ki nimajo indikacije za CAR-T celice iz podjetij, pa za na primer nove tarče, tumorske tarče, ki se bojo uveljavile v klinični praksi v tem obdobju. Celice bolnika, limfocite, pred samim zdravljenjem zberemo s posebnim postopkom, jih pošljemo v laboratorij, ki je trenutno last podjetja. Tam jih ustrezno spremenijo, tako da vsadijo zapis v njihov genetski material, ki so potem te celice sposobne prepoznavati maligno celico v telesu. Celice spremenjene nato vrnemo v bolnika in se namnožijo, napadejo tumorske celice in na ta način pozdravijo bolezen. Pred vsako aplikacijo teh novih terapij damo bolnikom eno vrsto kemoterapije, ki je precej blaga, se pravi, ni tako huda kot pri klasični presaditvi. Namen je, da pripravimo tako bolnika, da se ta tumorska masa, se pravi tumor v telesu, zmanjša, kot tudi njegov imunski sistem, da je pripravljen sprejeti te nove celice, CAR-T celice, ki potem delujejo v telesu. Zapleti so, če gledamo med vsemi hematološkimi zapleti, podobni kot pri ostalih kemoterapijah, kar že poznamo, s tem, da sta vsaj dva zapleta specifična za to novo terapijo. Prvi se imenuje CRS, Cytokine Release Syndrome, ali v bistvu nek sindrom citokinske nevihte v telesu. To pomeni, da vse celice, CAR-T celice, ki napadejo tumor, povzročijo, da ta razpade in da obenem tudi same imunski sistem aktivirajo in povzročijo prizadetost tako vseh organov kot neko hudo vnetje v telesu. To mi seveda prepoznamo in ustrezno zdravimo. No, ta drug specifičen zaplet, ki ga srečamo pri CAR-T celicah, je pa nevrološka prizadetost, ki je ravno tako specifična za to vrsto zdravljenja, se kaže z zelo različnimi kliničnimi slikami in ravno tako jih mi prepoznamo, ustrezno zdravimo. Trenutno za eno ozko
subpopulacijo bolnikov lahko delujejo zelo dobro, medtem ko na drugih boleznih, za katere ravno dobivamo podatke, je pa tako, da mogoče ni tistega platoja, tiste dolgoročne zanesljivosti v ta rezultat. So pa še vedno toliko dobri ti rezultati, da bomo pomembno pridobili k obravnavi teh bolnikov, se pravi podaljšali njihovo preživetje.